kot sem rekla, že potem mreža se je širila in Franci Smrekar je bil tisti, ki sem resnično hvaležna, tisti, ki je poiskal toliko ljudi, ki so bili povezani s Tlakovo glasbo in kot sem že rekla, mreža se je širila. Do marsikoga ne bi prišla, če ne bi posredoval Franci Smrekar. Franci, bi še ti kaj dodal tukaj? Naj pa vemo, da je Franci Smrekar in njegov prijatelj Boris Kovačič nekakšna poosebljena zgodovina. Marsikaj zapišeta, marsikaj tudi poslikata in skupek teh dveh ljudi je tisto, kar bo ostalo na tej zemlji, tudi ko njih in nas ne bo več. Tako da zaenkrat hvala, ampak Francija bi vseeno radi vprašali. Ja, lepo pozdravljeni. To se ne bo šlo, Boris, ja. Lepo pozdravljeni. Preden pričnem svojo zgodbo, bi še od srca pozdravil, namreč poleg tega je pozabil pozdraviti gospoda, še edinega živečega brata od Jožeta Šifrerja, Grega Šifrer, ki je prav tako odličen pevec, torej brat tistega Jožeta, ki se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino narodno-zabavne glasbe in seveda Slakovega ansambla. Anica me je že prej vprašala, kako se je vse skupaj to pričelo. Tisti, ki me poznate, veste, da rad govorim v nekaj stavkih vse skupaj, kako je to do tega prišlo, je to težko povedati. Veste, da rad govorim, vendar verjemite mi, da ne bom predolg, ampak dovolite, da povem res zgodbo. Upam si trditi, da vsi tukaj, ki ste, vsak ima svojo zgodbo, kako se je srečal z glasbo ansambla Lojzeta Slaka. Tudi jaz jo imam. Namreč jaz izhajam iz kmečke družine, bili smo 4 sinovi, po napornem delu ob večerih se je pri nas oglašala glasba. Tudi drugih različnih ansamblov, namreč brat je za prvo vajeniško nagrado kupil mikrofon, vendar na koncu so Slaki bili tisti, ki so zaključili večer. Predvsem oče je bil tako navdušen na to glasbo, da to ni moč povedati. Bili smo namreč 4 sinovi, jaz sem še imel brata, bila sva namreč enojajčna dvojčka, ki pa se je žal pred 28 leti poslovil. No in ne bom nikoli pozabil, bila sva stara 18 let, hodila sva v šolo v Novo mesto. Na sporedu je bil končni izlet na Ptuj. Tam se na Vinarskem trgu iz avtobusa se ustavimo, izstopimo, ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Mi dva s pokojnim bratom zagledava Lojzeta Slaka. Zbrala sva pogum, šla do njega, ga pozdravila, seveda takrat, če ni bilo, gospodu so bili tovariši in mu tako ljubeznivo rečeva, vse ste ja vi, Lojze Slak. Lojze je bil tako prijazen in rekel, ja, res je, kako pa ste me spoznala? Jaz sem povedal, da smo doma veliki ljubitelji Slaka in tako skratka sva takoj videla, da je to on. Poprašal je najo, odkot prihajava, povedala sva, da iz brežiškega konca in ne bom pozabil, ko je dejal, mi imamo naslednji mesec veselico v Leskovcu pri Krškem, vabim vaju, da prideta na to veselico, tam pa boste spoznala tudi druge člane ansambla. Res se je to zgodilo, lepa nedelja, čez 20,000 ljudi je bilo, ne boste verjeli, tudi Romi so bili, tako so plesali, da to ni moč povedati. Ja, in med pauzo mi dva pristopiva tam, Lojze je najo takoj prepoznal in predstavil seveda drugim članom ansambla, takrat je že z njimi pel tudi Franci Rebernik in tako smo že spoznala torej čisto vse člane Slakovega ansambla. Čez dobri 2 leti sva odšla na služenje vojaškega roka, imela sva to srečo, da sva sledila v Lipavi. Za tiste, ki tega ne veste, naj povem, da je natanko 20 let pred nama v Vipavi v isti kasarni služil Andrej Bergant vojsko. Ja. Slaki so ničkolikokrat igrali v Vipavi na Vipavski trgatvi, mi dva vojaka prideva spet tam,
Andrej je tako lepo naju napovedal, je rekel, za velika ljubitelja slakove glasbe, pa naslednja skladba, tudi tega ne bom pozabil. Bila je Po cesti gresta fanta dva, Andrej je to pozabil, jaz pa tega nikoli. Pač čas je bežal, jaz sem odšel v tujino, s sabo sem ponesel ljubezen do slakove glasbe, Švica je bila kar 30 let moja druga domovina in kot v knjigi pravim, nikoli nisem šel sam na pot, vedno so z mano šli tudi slaki. Kako so šli, takrat še CD-jih ni bilo, ampak navadni kaseti in tam je lepšala pot do mojega dragega Züricha in tudi do Motožja v prvih letih življenja v Švici je bilo veliko krajše, ko sem slišal slakovo glasbo. Naj še povem to, ko sem jaz slišal slakove skladbe v Zürichu, vam povem, jokalo srce. Ko sem slišal Mama, prihajam domov, jaz sem jokal kot otrok. Ko slišiš slakovo skladbo Cvetijo bele češnje, ko zvadna dva verza pravta, kako bi rad zaspal v naročju domačih trav. Ali pa Raj pod Triglavom, kako proseče, prosi, Slovenija, Slovenija, ostani raj pod Triglavom. Upam si trditi, da ni ansambla, ki bi tolik suza izvabil, pa ne samo v Ameriki, tudi po Evropi našim zdomcem kot slakova glasba. Jaz sem kot otrok oboževal tudi skladbe ansambla Brato Avsenik, predvsem ko sta pela Danica Filipič in Franc Koren. Vam povem čisto eno, mene samo ena skladba Avsenikova, ki me spravi solze, je tista, kadar bom mandral. Slakove pa ogromno. Kako so slaki zaznamovali to glasbo, vse to z besedami ni moč povedati. Tako da skratka, mili zvok Lojzetove harmonike, odlični teksti, ki drugi ansambli niso imeli, angelski glasovi, Fantos Praprotna, to je prineslo k temu, da bodo ostali večni. In še ena zgodba, na koncu čisto ne se bati, ne bom predolg, ki je povezana s Ptujem. Jaz imam namreč na Ptuj izredno prijetne spomine, s pokojnim bratom sva ustvarjala z mnogimi ansambli narodno-zabavne glasbe, bratje z Oplotnice konkretno, so največ nagrad odnesli prav z najljubimi besedili in podobno, pa tudi drugi ansambli. No in ker sem v Ptuj zaljubljen, nekega dne sem se poslovno modil na Ptuju, zazvoni telefon, na drugi strani, seveda gospa Anica, neznana številka in mi tako ljubeznivo pravi gospod Smrekar, vašo telefonsko številko mi je pa dala gospa Ivanka Slak. Nikoli ne bom pozabil tudi tega, kako se mi dejal, ja, če pa je dala gospa Ivanka mojo številko, pol bo pa zagotovo zanimiva zgodba. In točno tako je bilo, Anica mi je povedala, da bi rada nekaj podatkov, torej o plaketi Jožeta Šifrerja, ki jo smo podeljevali 20 let. Tukaj lepo pozdravljam tudi direktorja Burbeškega festivala, Janeza Toplaka in njegovo ženo. Tako, ja. Smo kar 20 let podeljevali plaketo Jožeta Šifrerja. Mnogi ljubitelji narodno-zabavne glasbe tudi veste, da sem jaz dragemu Jožetu, kljub temu, da sem bil še takrat v tujini, pripravil 3 odmevne koncerte, zadnjega 27. aprila od dvorani Levna Štukla v Novem mestu, 10 odličnih ansamblov je nastopilo, 5. decembra ob 20. uri na SIP TV, na ptujsko televizijo, ki danes tudi snemajo, bojo predvajali prvi del koncerta in da smo izbrali čisti izkupiček 15.660 evrov za glasbenika invalida pri 40 letih, ki je žal zaradi neuspešne operacije na možganju ostal na vozičku. Tako da, skratka, toliko je teh vtisov, pol je pa Anica videla, da jaz to tako dobro poznam in me je prosila še za kakšno zgodbo. No, mi smo se pol s gospodom Kovačičem pripeljala tukaj, pa še gospod Brane Mešli je bil, ki vam bo pol tako lepo, kako Slako je zagral in Šifrerja zapel. No in pol se je pa to začelo tako odvijati in vam povem, jaz sem srečen in vesel, da je do tega sodelovanja prišlo, kot je že Polder rekel, ali pa ko pravi Ivan Sivec, kar je zapisano, se zbrisalo nikdar ne bo in Slakova glasba bo ostala večno. Tebi, draga Slavljenka, ti lahko rečemo, danes je praznik narodno-zabavne glasbe, praznik ljubiteljev Slakove glasbe in vesel sem, ko bomo 19. decembra v muzeju Lojzeta Šlaka še zadnjič zaključili, pa bomo rekli najlepša češnja na torto ob tem dogodku ob 60-letnici Slakove glasbe. Čestitke tistim, ki pripravljajo 10 odmevnih koncertov, predvsem Andrejo, včeraj je bil na koncertu, pa bo jutri spet, tako da skratka, mislim, da lepše nismo mogli obeležiti 60 let Slakove glasbe kot
prav s tole knjigo. Čestitke, draga Slavnika.